Preden se odpravite pripravljati nedeljske palačinke, dajmo pogledati najprej, ali lahko različni načini prehranjevanja vplivajo tudi na vaše laboratorijske izvide. Verjetno ste že slišali izrek, da si to, kar ješ. No pa tudi Hipokrat je baje nekoč rekel, da kar je za nekoga hrana, je lahko za nekoga drugega strup. Živjo in dobrodošli nazaj na kanalu diagnostičnega laboratorija Medicare Plus, kjer ste navajeni, da vam običajno predstavljamo vsebine z področja osebne laboratorijske diagnostike. Na danes pa gremo v majčkeno drugo smer, pa bomo pogledali, kako lahko hrana in različni načini prehranjevanja vplivajo tudi na različne laboratorijske izvide. Zdaj, midva sva dosti razmišljala o tem videu, zakaj bi ga posnela, in sva ugotovila, da so v zadnjem času zelo popularne razne vrste diet, ki na eni strani omejujejo ali pa prepovedujejo določeno vrsto hrano. In določene diete, oziroma dajmo jim reči načini prehranjevanja, imajo znanstveno in pa tudi medicinsko podlago, spet druge pa so bolj tako na nekih trtlih leh, so bolj modne muhe in so učinkovite zaradi drugih razlogov. In midva sva se odločila, da danes z vami deliva različne načine prehranjevanja in pa njihov morebiten vpliv na krvne izvide in pa seveda tudi splošno zdravje. Zakaj? Da vam pokaževa, kako lahko tudi s hrano vplivate na laboratorijske izvide, na počutje, na splošno zdravje in pa predvsem, da pokaževa, če ima določena dieta lahko vpliv tudi na izgubljanje telesne teže. In kako vam bo to pokazala? Tako, da bova tudi sama preizkusila različne načine prehranjevanja, seveda bova pa pred in po tem opravila tudi vsa potrebna laboratorijska testiranja. Razlogi, zakaj se nekdo odloči za spremembo načine prehranjevanja, so lahko različni. Če gre recimo za neko bolezensko podlago, potem ima omejevanje nekaterih živil res smisel. Lep primer je recimo brezglutenska dieta pri bolnikih s celiakijo. Verjetno pa je še vedno najbolj pogost razlog za dieto želja po izgubi odvečnih kilogramov, kar je pa še posebej opazno v temle času pred poletjem. No, midva ne raba več izgubiti kilogramov, vsaj ne več, in zato sva si za prvi preizkus izbrala izziv 30 dni veganstva. In to je za oba prvič, saj sva načeloma vse jedla. In ker sva trenutno že na tem izzivu, bova izvide pred izzivom pokazala na koncu videa. Po 30 dneh pa tako sledi nov video, kjer bova predstavila rezultate tega izziva in pa vpliv veganske prehrane na najino počutje in pa tudi zdravje. Zato, če se še niste, se naročite na najin kanal, zato da ne zamudite tega videa. No, v preteklosti se midva z štetjem kalorij in pa makronutrienti nisva nikoli ukvarjala. Lahko bi rekla, da sva jedla bolj po občutku. Količine hrane, ki sva jih zaužila čez dan, niti niso bile prevelike, sva se seveda običajno tudi pregrešila v restauracijah s hitro prehrano in pa kakšnimi sladkarijami. No, sva pa večinoma hrano pripravljala doma in uživala tisto, kar je bilo na voljo tisti trenutek v tržnici in pa v hladilniku. Moj trenuten pogled na hrano je tak. Jaz težo nisem imel nikoli težav. Vedno sem bil bolj suh, če ne presuh, in tudi s prebavo nisem imel nikoli težav. Jedel sem vse zelenjavo, tudi vse sadje, nisem se izogibal rib, pa tudi sladkosned nisem bil preveč. In moji laboratorijski izvidi so bili normalni, zdravnik pa bi rekel, da sem načeloma zdrav. In zakaj sem torej začel razmišljati o hrani drugače? Zaradi fizične aktivnosti. Že nekaj let obiskujem fitness in kar loči normalne fante od tistih prevelikih, je pravilna prehrana. Na žalost, oziroma na srečo, je večina izgleda in uspešnosti pri fitnessi pogojena s tem, kar jeste. Delež pomembnosti se razlikuje. Nekateri pravijo, da se giblje okrog 60%, drugi pa pravijo, da hrana pripomore kar k 80% uspešnosti. Torej, ves trud, ki ga vložite v fitnessu, je za manj se pripomore, da sem maksimalno 20% bolj uspešen in tudi bolj izgleden. In ko enkrat začneš razmišljati o hrani kot o gorivu, ki poganja tvoje telo, potem razumeš, da boljše gorivo, kot ga boš vnesel vase, boljše rezultate boš dosegal. In to velja za več področij, se pravi od laboratorijskih izvidov do imunskega sistema, prožnosti, izgleda kože, kilogramov, se pravi celotnega izgleda. In od takrat spremljam, kaj jem in poznam svoje makronutriente in zato preizkušam nove različne diete, zato da lahko te izkušnje delim z vami. No, jaz pa na drugi strani prihajam iz družine, ker smo jedli bolj zdravo, kot pri Alešu. Če se je pri njih hrana bolj kuhala, se je pri nas bolj pekla. Moja mama je bila namreč vedno bolj na kratkem s časom, zato smo tudi hrano pripravljali bolj na hitro, obroki so bili bolj sveži, hitreje pripravljeni, tudi bolj sezonski. No, vsem sem pa od nekdaj imela kar nekaj kil preveč. In vse skupaj se je precej poslabšalo še po porodu, ker je tudi moja ščitnica začela slabo delovati.
Tisti trenutek sem pridobila tudi medicinski razlog za spremembo prehrane. No, nekaterim slabšim delovanjem ščitnice namreč zelo pomaga izogibanje glutenu, ampak o tem enkrat drugič. Po pričetku zdravljenja mojega slabšega delovanja ščitnice so tudi simptomi utrujenosti kar hitro izginili, ampak ni pa izginila moja alergija na telovadbo. Zato sem višek kilogramov vedno pripisvala nekako pomanjkanju gibanja, čeprav hrana, ki sem jo uživala takrat, v bistvu ni bila dosti različna od hrane, ki jo uživam zdaj, pa imam 15 kg manj. Je pa razlika, da imam zdaj drugačna razmerja. O kakšnih razmerjih govorim? Gre za razmerja med makronutrienti, se pravi ogljikovimi hidrati, beljakovinami in maščobami. No, tako sem odkrila ketogeno dieto, ki je pri meni res naredila čudeže. Ugotovila sem, da se pri tej hrani ne odrekam stvarem, ki jih imam rada, nikoli nisem lačna, izgubila sem kar nekaj kilogramov, pa še energija je na vrhuncu. No, jaz sem ugotovil, da je bilo pri meni pomembno štetje kalorij, da sem dosegel to, kar sem želel. Pri tebi pa je bilo bolj pomembno razmerje med makronutrienti. In ker me zanima, kaj različne oblike prehranjevanja naredijo našemu telesu, veganski izziv ni najin prvi izziv, saj so se že šla 10 000 kalorij izziv, potem prenajedanje med prazniki in pa jajčni post. In vsi videi so spodaj v opisu. No, 10 000 kalorij izziv je bil v bistvu ena oblika prenajedanja. Ampak ko sva ga končala in ko sva ga končala drugič, sva ugotovila, da je kar nekaj pozitivnih stvari, ki se jih lahko naučiš, sploh z vidika kalorij in pa njihovega štetja. Ja, na 10 000 kalorij lahko gledaš kot na ogromno hrane oziroma kot na nek license to eat. Na drugi strani pa ugotoviš, da si vmes pojedel en cel McDonald's obrok, ki je imel 2000 kalorij in to zadošča celotni potrebi po hrani za tisti dan. Ampak v resnici si po taki hrani lačen spet čez 4 ure. No, diete so učinkovite v bistvu predvsem zato, ker omejimo dnevni vnos kalorij, ne pa zaradi nekega drugega magičnega učinka. To sva potrdila tudi z jajčnim postom. Če vas zanima, kako to gre, si poglejte ta video. No, omenjena izziva sta že za nama. Kot rečeno prej, pa so trenutno na veganskem izzivu. In prvi dan izziva sva dala kri na tešče in sva si dala izmeriti tudi vse pomembne markerje, izvidi pa so naslednji. In kot vidite, so najni izvidi že sedaj lepi in sva v bistvu čist zdrava. Predvsem Bija ima zelo lepe holesterole, ker je v bistvu imela že od nekdaj. Meni pa tipično primanjkuje malo dobrega holesterola, za kar predvidevam, da se bo na veganski dieti še poslabšala. Imam sicer rahlo zvišen kreatinin, kar je predvsem zaradi fizične vadbe, ker sem v bistvu bil en dan pred odvzemom krvi prej na fitnessu, In zakaj je torej na odvzem krvi treba piti tešč in pa spuščiti, si pa poglejte v enem izmed prejšnjih videoposnetkov. No, po enem mesecu veganskega izziva bova ponovno dala kri in pokomentirala morebitne spremembe v vrednostih izvidov. Bova vam pa povedala tudi, kako je veganska dieta vplivala na najino počutje, na najino razpoloženje in pa kaj si o tem mislila najina hči. Tako da, če bi mi ta video všeč, nama stisnite like, ne se pozabite naročiti na najin kanal. Midva se zdaj vračava v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau. Čau.